Državni zbor danes sprejema oziroma potrjuje arbitražni sporazum, s katerim bi se uredila meja med Slovenijo in Hrvaško. To je ena od najpomembnejših odločitev v zgodovini samostojne Slovenije. Ta odločitev bo potem, ko bo predana v roke arbitražnemu sodišču, nepovratna, trajna, zakoličila bo slovensko južno mejo, ne samo za naše, ampak tudi za prihodnje rodove. Kljub pomembnosti te odločitve se je vladajoča koalicija odločila, da arbitražni sporazum podpiše brez posvetovanja in iskanja soglasja z opozicijo, pa tudi brez posvetovanja z večino slovenske mednarodnopravne stroke. Še več, vladajoča koalicija se je tudi odločila, da bo tak sporazum, ki določa neko prvinsko osnovo slovenske suverenosti, ratificirala z navadno večino. In da je bila mera polna, se je vladajoča koalicija tudi odločila, da bo ta sporazum ratificirala pravzaprav brez razprave. Za vsakega poslanca je za razpravo tej točki dnevnega reda namenila 1 minuto. Državni zbor je v zadnjih mesecih za razpravo o ustanovitvi novih občin Mirna in Ankaran na poslanca porabil mislim, 10-krat več časa. Vladajoča koalicija bi morala glede na to, da je večina parlamentarnih strank sprejela predlog predsednika vlade o naknadnem zakonodajnem referendumu, biti pri določenem času še toliko bolj benevolentna, kajti današnja razprava bi morala biti tudi uvod v veliko soočenje argumentov pred slovenskimi državljankami in državljani pred referendumskim odločanjem. Očitno pa je to dejstvo ravno pretehtalo pri odločitvi, da je kolegi predsednika Državnega zbora s preglasovanjem zavrnil predlog, da se po tej točki dnevnega reda normalno razpravlja in sprejel neko odločitev, za katero pravijo, da je tudi nasprotju s poslovnikom, ki daje vsakemu poslancu 1 minuto za razpravo o tej strateško pomembni temi za Slovenijo. Vladajoča koalicija se očitno zaveda, da ima šibke argumente. Zaveda se, da je ta arbitražni sporazum škodljiv za Slovenijo. Računa pa na to, da bodo Slovenke in Slovenci soočeni s posledicami tega sporazuma takrat, ko te vlade ne bo več. Zato so tudi v sam sporazum zapisali, da bo arbitražno sodišče začelo delovati šele takrat, ko bo Hrvaška zaključila pogajanje za vstop v Evropsko unijo, kar končno odločitev tega sodišča odmika daleč v čas po tem mandatu. To je neka pritlehna manipulacija vladajoče koalicije, ki si jo slovenski državljanke in državljani zagotovo ne zaslužijo. Arbitražni sporazum je škodljiv zato, ker v nasprotju z soglasjem slovenske politike, doseženim leta 2007, ne vsebuje načelo znanja pravičnosti. Takrat je bilo doseženo soglasje, da bo Slovenija pripravljena prepustiti določene južne meje tretji osebi, arbitraži, Haškemu sodišču ali katere nikoli drugemu dogovorno izranjemu subjektu. Pod 3 pogoji in ključen pogoj je bil tudi upoštevanje načela znanja pravičnosti. To načelo znanja pravičnosti ni nekaj skolastičnega, kot se skuša danes prikazati. Gre za zelo jasno dilemo med tem, kaj Slovenci želimo doseči. V času, ko je v Sloveniji dozorevalo neko spoznanje in ko je bilo okrog tega doseženo tudi v veliki meri nacionalno politično soglasje, da spora med Slovenijo in Hrvaško glede južne meje ne bo možno in predvsem meje na morju ne bo možno določiti bilateralno, je bilo opravljeno vrsto posvetovanj z mednarodnimi strokovnjaki za pomorsko in mednarodno pravo. Posvetovali smo se številnimi bivšimi in tudi aktualnimi člani Haškega sodišča,
tudi Mednarodnega sodišča za pravo morje v Hamburgu, tudi bivšimi predsedniki Haškega sodišča. Zunanje ministrstvo ima o tem bogato dokumentacijo. Na svet teh strokovnjakov, ki so seveda bili neobremenjeni s tem sporom ali pa nerešenim vprašanjem med Slovenijo in Hrvaško, je bil praktično enoten, nedeljen in se je glasil približno takole. Če bo kdorkoli razsojal o južni meji Slovenije po mednarodnem pravu, potem Slovenija zagotovo ne bo dobila teritorijalnega stika z odprtim morjem. Mednarodno pravo ima svoje pravila, ima svoje principe, tudi dosedanja praksa pač kaže, kaj se upošteva prvenstveno. In če vam bodo določili mejo po mednarodnem pravu na morju, bodo potegnili sredinsko črto skozi Piranski zaliv, od zadnje nekje nesporno ugotovljene kopne točke, in ta meja se seveda ne bo končala v mednarodnih vodah.